Kva imam eno zgodbo za povedati. Smo na Tuning World Bodenseeju v Nemčiji, tekmujemo na Drift Championship Round 1. Ampak itek, avto smo do zadnjega skupaj pakirali, do zadnje sekunde. Zadnjo sekundo smo iskali kombi za sposojo, ki ima tudi vlečno kljuko, ker prvotno je bil plan malo drugačen. In ja, pač brez problemov itek, da ne gre. Štartamo z Ljubljane, itek prva stvar, pozabil sem doma prometno odprakolce, nazaj po prometno in mi lepo šibamo, pridemo na slovensko-avstrijsko mejo, gospod policaj nas lepo ustavi, dokumenti, prometna odprakolce, prometna od dirkalca. Kar naenkrat začne slikati neki kombi, prav zapeljte na stran, verjetno bo malo kombi počekiral, kaj furamo sabo, da niso kakšni migranti. In kar naenkrat pride čez ene pol ure, 45 minut, imamo en problem. Kombi je ukraden. Ok, kako je kombi ukraden, imamo potrdilo, vse spisano, rentla, ni da ni. In ja, ok, mogli boste najdeti si drug prevoz, kombi bo tle ostal, robo lahko ven zložite, parkolco lahko odpnete. Ja, ok, kje zdaj dobiti kombi s kljuko, z vsem. Long story short, to bi mogel posneti za poseben video, ki je bila vse skupaj ena taka komedija. A je naj omenim, štartili smo iz Ljubljane ob 2, malo pred drugo, se pravi bi mogli prijeti na Bodensee najkasneje do 10 vrglave. V glavnem, 3 ure pa pol na slovensko-avstrijski meji, pride že drug kombi, na kar smo ugotovili, da kombi vsa roba ne bo šla. Pride frajer, policaj, vse je urejeno, lahko pičite, dam nam nekaj za podpisati, mi gremo. Pridemo na avstrijsko-nemško mejo. Pejte na stran. Sreče šlo hiter, pol ure smo bili fertik, niti niso sploh spraševali za papirje, za kombi na nič, sam kaj furamo, kam gremo, bla bla bla. Peljemo se mi malo pred Münchnom, prehti nas ena BMW 5 karavan, nekaj se upočasnjuje, prehtim, nas spet prehti, kar naenkrat policija, vozite za mano, nas da na stran, spet dokumente. Prav, luči na parkolci vam ne gorijo. Kako luči na parkolci ne gorijo, tamle na meji in je avstrijsko-nemški vse funkcionirali. In res, luči ne gorijo na parkolci, smo se s tem zezali. Pride vam policaj, da ja, imamo en problem, kombi je ukraden. Ne, ni kombi ukraden. Kombi je bil enkrat ukraden, pa so pač pustili nek zaznamk na policiji gor. Pozabili so pač omakniti, da je vse cool, no. V glavnem spet, 1 ura mem, zrihtamo, se peljemo čez ne vem koliko cajta, vidim spet v gledalih, da luči spet ne gorijo na parkolci. Spet ustaviti in tako je nekako vse trajalo do Bodenseeja in prišli smo na Bodensee ob 4 zjutraj, malo pred 4 zjutraj. Na kar ugotovimo, da nas je booking oziroma apartma, ki smo ga bookirali prek bookinga, je bil en mal velik nateg in ostali smo brez spanja. Tako da smo prespali v kombiju, tlele v boksih, ene pol ure, ne vem, če smo pol ure spali, tako da malo smo scuzani danes, ampak kakorkoli, da ne dolgovezamo v tej zgodbi, pač story of a lifetime, I guess. Avto v novi preobleki, v novi podobi, ima tudi nov name, S14D Tomcat. Tisti, ki še niste videli revila na 30 Second Drift Squadron, priporočam, da si ga pogledate tudi tam, kjer so malo bolj te cinematic shoti. Tisti, ki pa želite v slovenščini, pa bom zdaj malo povedal, kaj se je dogajalo v zadnjih parih tednih. Tako, plan je bil narediti S15 conversion. Zakaj? Ker
Od Zenkija front-end je bil že zelo dotrajan, odbijač je bil zmatran, havba je bila še kovinska, blatniki so bili kovinski, hoteli smo zlajšati malo spreden konc, hoteli smo havbo, ki ima vence in dejansko je bilo pol, ok, daj če menjamo vse, pa dajmo pol še luči zamenjati, pa narediti S15 conversion in za moje pojme je izpadlo brutalen, avto zgleda ful bolj modern. Odbijač je v bistvu od istega proizvajalca kakor Zenki front-endom, samo da je drug line, ker imajo stariš line, racing line, streamline, ta line, unline, v glavnem racing line. Dodali smo mu še en tak splitterček spodaj z rumeno linijo, da se malo ujame z liverjem. Platniki so tudi fiberglass, pa smo jih mogli spet predelati, da pa še naši Orfendersi gor. Vse ostalo je pretty much the same. Avto je doživel še malo posodobitev, kar se tiče samega performansa in sicer iz vidika podvozja. Skupaj z Yellow Speed Racingom smo razvili posebne lower mounte, kako se temu reče, spodne nosilce amortizerjev. Robbie Thornton iz Track Day Performance iz Irske nam je naredil take posebne top mounte iz aluminija s CNC-ane ven. Tako da imamo zdaj malo boljši stand spredi, kar se tiče same funkcionalnosti vožnje, kot tudi to, kar je mehansko. Plani so bili večji, ampak se veste, delavnica, situacija, bla, bla, bla. Livery. Zahvaljujoč Sticker Point, Hočunalju, Peso in Ivex iz Umaga, hvala še enkrat za tole in hvala Uviju tudi za malo finančnega suporta, kar se tega dela tiče. Plan je bil, da ostanemo približen v enaki schemi, ampak nekaj malo drugače, ker valjda pač vse se vrti pri nas okoli tega aviation stila, kamuflaž in tako naprej. Smo v bistvu se odločili za matte finish tokrat in za moje pojme nismo vrcali v temo. Sprememba je pa pol bolj nazad, ko smo naredili tak zelo dark camo. Hoteli smo iti čist v črno, zato ker pač Monster logo ful bolj paše na črno, oziroma nekak je tak protokol, da mora biti na črni podlagi. In smo rekli, ne, črna bo preč plain, dajmo narediti dark camo in smo v bistvu ta camo malo zategnili barve bolj temne in prišel je tak zelo dark camo ven, ki je pa gloss, da naredi mogoče en tak mal kontrast, mat, gloss, finish. Valjda, partnerski stikeri, seveda zahvala Rota Wheels, Drift Shopu, TDP-u itak, Mayday Studio za dizajn liverja, Hočunalju seveda za tole preobleko, Uvi Racingu res ena velika zahvala, ker verjame v nas, verjame v naš program, nas podpira pri tem, kar počnemo, tako da tedaj ful ti hvala in upam, da bomo ful dobro sodelovali. Kakor zdaj že sodelujemo, pa še naprej. Format 67 seveda, Yellow Speed Racing definitivno. One more thing, big ass logo na strehi 30 secondary squadron, ki bi mogel biti že na prejšnjem liveriju. Nekako tega nismo uspeli realizirati in v tisti fazi pa bilo, ne, pa se je brez je tudi v redu, ampak zdaj je še bolj v redu. Tomcat patch, so it's officially a Tomcat. Ok, zdaj gledate avto, ki ima že tele obvezne event nalepke, se pravi partnerji od eventa, nalepke mora biti gor. Imamo tudi že potrdilo, da smo opravili tehnični pregled, dajmo reči, da BP. Danes je prvi dan eventa, je vse bolj skup na easy, malo se da progo probati, nič kaj pretiranega, tako da mi bomo šparili z energijo, glede na to, da smo skurjeni do konca, bomo samo en quick shakedown naredili in to je to za danes, tako da držite pesti, da bo vsaj ustal del vikenda šel po planu in da ne bo nobenih zapletev. Professional tools for professional people. Moram ful pohvaliti organizacijo, res zaenkrat so zelo prijazni, vse je ful dobro organiziran. Tlele smo na takmu motorhomu, kjer v bistvu lahko dostopajo samo ekipe in je v bistvu spotting point za spotterje, se pravi spotter je nekdo, ki opazuje svojega voznika, da mu zna malo svetovati, kje lahko kaj izboljša, kje je dober, kje so kaj tekmovalci in tako naprej. Zakaj smo tle, da v bistvu si pogledamo tale layout, ki je pravzaprav na prvi pogled zelo enostaven, ampak je tudi zelo tehničen. Steza sicer ni neki hitra, je dosti zaprta. Cone lahko rečem, da so postavljene na prvi pogled zelo v redu in ne pričakujem nekih težkih problemov. Je pa konkurenca zelo huda, imamo tle res dobre voznike, ki so tudi
evropski oziroma tudi večkratni evropski prvaki, večkratni zmagovalci, King of Europe tekmovanj, Drift Championship tekmovanj in tako naprej. Ampak valjda, pač borili se bomo najbolj, kolikor se da, ne. Kar se leta tiče, v bistvu je neka dvojna osmica, se pravi najprej peleš zunanjo ving, greš na drug zunanjo ving, zapreš noter v osmico in ven in to je to. Praktično imamo 3 zunanje cone, en zunanji touch and go in en notrni touch and go, clipping point in to je to. Zdaj, kar vidimo kot challenge je mogoče naše predstavljeno razmerje, lahko da bo druga malo prekratka in lahko da bo glih tretja malo predolga. Pustimo se presenetiti, če nam bo čas dopuščal, bomo seveda tudi probali izkoristiti anti-lag sistem, ki bi nam znal potem pomagati, da bi lahko zadevo speljali v tretji prestavi. Ampak okej, dajmo počakati prvi shakedown in seveda jutri prve treninge.
nazaj v hiši po prvem dnevu. Kaj ne rečem, nismo uspeli upraviti veliko voženj, seveda na račun dogodkov tekom noči, ampak še vedno zadosti, da sem malo obrisal prah iz svojih ram in prišel malo nazaj v feeling za avto in vse skupaj, sploh s temi novimi posodobitvami avta sploh še nismo niti testirali, ne nič. Moram reči, da sem zelo ponosen na vožnjo z Remotom, Remo Nicen, kdor ne ve, kdo je Remo, Google it, verjamem, da boste najdeli veliko materijala na njegovo temo. Se pravi, jaz sem bil v Lidu, on je bil v Chaseu, zelo lep ran do zadnje outer cone, sem se malo zakalkuliral in enostavno mi je zmanjkalo momenta speljati zadevo do konca. Še vedno pa zelo dobra vožnja, tudi Remo je pohvalil, tako da gremo z veliko samozavesti naprej v jutrišnji dan. Mali bil challenge, dejansko sem lahko naredil 2 chase rana z 2 dokaj počasnima voznikoma in ja, sem se tudi kar dobro zakalkuliral in enostavno v tretji prestavi toliko počasno ni šlo, druga je tudi glih vmes, tako da vkolikor pridemo v top 16, bo treba orek skalkulirati stvari, kako se vsega skupaj lotiti. To je to. Uživamo v prekrasnem pogledu, tamle Masterchef pripravlja večerjo. Masterchef je nekam zgenil, pa je zdaj Master Mechanic prevzel tole. Začasno vlogo. Kako ste dogor? 5.30 ali 5.40? Ali 10.60? 10.60 imamo. 10.60 imamo. Super sport. Evo ga, Masterchef. Kaj si pripravil? Kaj pripravljaš za večerjo? Ne bomo imeli malo čevapov, malo kosila domačega. Se malo pričamo. Kaj smo na zadnje pametnega jedli? Kaj smo zadnje pametnega jedli danes? Vse smo, piščanca smo spekali. Ok, to je res. Včeraj so pa kaj, piškoti, kaj so imeli? V Meku smo končali, nažalost v Meku. Ja, po epizodi za policijo smo šli na Magakci. Moram reči, da smo imeli ogromno srečo, ko nas je zadnja patrulja ustavila, da je glih Bayern vodil Real 1-0, ker če bi to bilo potem, ko so izgubili, bi verjetno tam ustali še za par ur. Veste, kaj morate narediti. Naročite se na kanal, naročite se na 30 Second Drift Squadron kanal, seveda. Napišite kakšen zanimiv komentar in seveda lajkite in šerite naš content. Folk, do naslednjič. See ya!